Oj, dobro, ena opromba pred začetkom videa. Včeraj nam je YouTube sred dogajanja in live streama zablokiral sam live stream, kjer smo pač komentirali iPhone 13 dogodek, kao da je neki problem s copyrightom in da kršimo neke YouTube-ove pravilnike, pa še hoteli so nas banati za en teden. Draža se je takoj pritožila, ker je bil to pač javno dostopen Apple event, ki ga lahko vsak gleda in nobena vrsta piratstva, da bi kaj streamala iz Netflixa ali pa kaj podobnega. Najni pritožbi so danes zjutraj ugodili in sami ugotovili, da so naredili res veliko napako, ki je ta kanal poškodovala, pa mogoče tudi vas. Pač za en zabaven live stream, kjer bi bila lahko stvar, pa cel potek bolj interaktiven, kjer bi lahko tudi vi postavljali vprašanja v chatu in kaj komentirali glede naše debate, glede samega streama in dogajanja. Res nama je škoda, da so blokirali in da live stream ni rato tako kot zamišljen. Smo se pa po vseh teh problemih z dvema live streamoma odločili, da skupaj z Črtom in Mihom pogledamo event do konca in malo bolj podebatiramo zraven, pa da se vse ta video objavil v taki obliki, kot bo danes. Minimalno bo editan, ker hočemo, da izpade čim bolj podobno, kot bi bilo na live streamu, tudi s kakšnimi napakami, ki se zgodijo med live streamom, tako kot sem na začetku live streama naredil. Upam, da vam bo video vseeno všeč in da je informativen, čeprav, kot sem že rekel, bi bilo veliko boljše, da bi YouTube pustil ta live stream včeraj in bi bilo tako bolj interaktivno in sigurno še dodatno bolj zabavno za vse. Tako da, zdaj pa kar na video. Okay, super. Evo, dobrodošli na live streamu zraven Apple eventa za iPhone 13. Danes sem sicer sam jaz tukaj, ker Andraž je trenutno, ker je naredil magisterij, je v Franciji, v Parizu in se nam ne bo mogel pridružiti. Tako da sem jaz v bistvu zraven povabil Črta Kocijančiča iz iDoktorja, pa Miha Omega, tudi kolega youtuberja, da bomo skupaj malo podebatirali tale dogodek od Appla.
A se me zdaj sliši? Ja, se me zdaj sliši? Zdaj sem dal mogoče sem malo pretih dal desktop audio. Aha, pač je napisal, da se nas ne sliši. Ja, sem videl, hvala. Aha, zdaj se sliši, Zdaj smo back online, tako da zdaj se lahko spet znova predstavimo, da bo... Sorry, fuck, jo. Da bo slišali. Mi smo se že vse zmenili, tako da... Ja, mi smo že vse se preizveli, tako da... Ne, sorry, evo, prvič delam live stream, tako da te porodni krči, sorry. Ne, tako da, okej, glavno, da se ne zdaj sliši. Črt je že vse lepo povedal, zakaj se gre. Vsi smo se predstavili, tako da ja, pač še enkrat, no, pač jaz sem danes samo tukaj, ker Andrač je v Parizu, ker je magisterij naredil in uživa. Povabil sem Črta in Miha, Črta je zdaj doktorja, Miha ima pa tudi svoj YouTube kanal in da malo pogledamo, kaj se bo zgodilo. Mogoče na hiter, samo kar smo vmes zdaj rekli, kaj se pričakuje, pač nov iPhone 13. Predvidevamo, da v 4 verzijah, se pravi Mini, 13, 13 Pro in Pro Max. iOS 15 bo sigurno predstavljen. Rumor je za Apple Watch in Macov pa iPadov pa mislim, da ne bojo letos predstavljeni. Mislim letos, oziroma na tem eventu. Govori se že o drugem eventu v oktobru, novembru, kjer je bolj to možno. Se bo malo premalo cajta. Ja. V bistvu je po moje verjetno še ta prv storitve spet. Kaj pa jaz ne vidim tega streama? Jaz ga imam zdaj na YouTube že. Tim Cook že govori o Apple TV Plusu. Apple TV Plus has 35 primetime Emmy nominations, including 20 for Ted Lasso, a record for the first season of a comedy series. A ga vidite? And we're just Ja, getting started. je drugačen link. Let's take a quick look at a few shows that are premiering this fall. Vidim Tim Cooka. A uporabljate te streaming servise, ne vem, kot so Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Hulu? Pač itak je Netflix lahko samo v Sloveniji najbolj popularen. HBO Max vem, da pride naslednji let. Disneyja pa po moje ni. Disneyja ni, ne. V Evropi ga ni. Malo se je treba znajdeti, pa pač kaj zlovdati tudi. Za kakšne te Marvel šove. Allegedly. Ja. Ja, ne, kakor sem pač poznam, kakor sem tisto, pač Disney Plus ni v Evropi, tukaj Evropa zahteva ne vem koliko procentov pač evropskega programa, produkcije, ne. Zaradi tega Netflix pa HBO full furasta te svoje serije pa evropske, da zadostijo to kvoto. Meni se zdi, da je 30%, samo ne me držati za besedo. Ja, možno, ja. Max pride drugo leto, pa je, ja. Pač jaz imam Netflix itak, Netflix, HBO Go pa Amazon Prime. Pa Amazon Prime, ja, itak. Ja, Se te so nekako. Sam meni osebno Netflix najbolj všeč, pač koliko se uporabniškega umestnika tiče, aplikacije na Smart TV in pač overall izkušnja, pač -7 ni slovenskih podnapisov. Pa OG med streaming servisi je. Ja. A veš. On je vse začel, da je sploh zdaj toliko streaming servisov, ka vem, ka berem kakšne forume, ka Američani sploh ne vejo, kako bojo plačevali za vse te servise. Kaj, po 50 evrov na mesec. To se že malo govori o temu, da bo treba nekaj zenotiti. Sam mislim, da bo še trajalo, ker zdaj vsak probava nekaj po svoje. V bistvu, če imel vse streaming servise, mislim, to 100 na mesec lahko rečeš. V Evropi smo še kar v redu, ker pač vse te ameriški streaming servisi, ko niso v Evropi, ne, pol svoje serije dajo ali HBO ali pa na Netflix, kot na primer pač Star Trek, ko je v Evropi je pač na Netflixu, v Ameriki je pač na tisti Paramount ali kaj že tisti njihov live stream. Tako da pol pri nas pride pol tu na te tri streamerji, ko so in imajo pol vse te zadeve, ne. Tako da imamo v Evropi malo lažje izbiro. Ni pa takoj na voljo, kakor je pač razen te večje serije, ko jih Netflix zakupi, pa tu so istočasno, kakor v Ameriki so na voljo tudi pri nas.
Ja, recimo Zdaj so pa neki o iPadu govorijo. Keyboard and Apple Pencil, iPad becomes even more versatile, extending what users can do on iPad and where they can do it. At the heart of it all is iPadOS, delivering powerful features while maintaining the simplicity of a touch-first experience. What makes iPad even more versatile are the over 1 million apps designed specifically for its large canvas. The iPad business has never been stronger. We've grown by over 40% this past year. We have a great lineup today with industry-leading customer satisfaction, and it's about to get even stronger. It starts with our most popular iPad, which delivers the full iPad experience at an incredibly affordable price. And today, it gets even better. This is the new iPad. And to tell you all about it, here's Melody. Mene to ne preseneča, no? Zgleda povezavi z streaming servisi, a ne itak, dobra povezava. Res nisem pričakoval iPada, čeprav so bile ene govorice, ampak... This new iPad Sem is mislil, da packed so full samo of govorice. updates. So let's jump in. Under the hood is a more powerful chip, A13 Bionic, and it pushes even further than the speedy A12 from last year's iPad. With 20% faster performance prav zanima, in every a bo aspect of tudi the chip, from the višji CPU nivo and ali GPU to the budget neural friendly? engine. A13 is leaps ahead of the competition. Po moje, da In kakšnega fact, proja ne it bo. makes this iPad up to 3 times Govorica je bila v faster than miniju, the ne? best-selling Chromebook and up to 6 times faster than the best-selling Se Android tudi, če imaš And it means A13 v users čip, will see even more responsive to že tak vidiš, for da je all the budget things friendly they bolj. love to do on iPad. From everyday uses like messaging and browsing the web to playing immersive, high-quality games. And as users explore more advanced apps like Adobe Fresco with its super realistic watercolors, A13 delivers the performance they need and then some. And the more Samo bo to z powerful Apple neural Pencilom. engine A13 makes next-generation machine Miha, learning ne experiences slišim te. like live text in iPadOS 15 Miha, even muted si. faster. Muto se The se upgraded image signal processor Prej itak je znano, da also oni means the rear optimizirajo camera svoj operacijski captures sistem great prav za photos napravo with in improved zato tudi, kot autofocus si and rekel, low budget light, and better pač selfies from the procesor, front kot camera si as rekel, ne, well. tu bo še Now zmeraj the tebo front camera on iPad software is potem essential poskušal for things like pač remote narediti learning and polnamensko connecting with family. z to tablico. Ne. Stream nam je prekinil. Aha. Zaradi copyright Aha, audio in video. tukaj si Ja. dal, tukaj smo Preneglas. gledali. Moraš imeti na mute, po moje, ne? Ja. In se ko ideje. Da vidim. Sem li hotel komentirati, da tudi zelo dober Apple reče, kot najboljše prodajan Android tablica. Oni ne rečejo najhitrejša Android tablica, ne? Ker najhitrejša ni nujno, da je najbolj prodajana. Ja, ne? itak, ker najhitrejša je tudi najbolj dražja, ne. Sej to, sam ni najbolj prodajana, seveda. Ja, Oni itak. rečejo najbolj prodajana, ne? Tako da tle zmeri, ne? Vejo oni, kako se to govori. Sam Android ima, itak Android ima bedno, pač za tablice ni optimiziran oziroma zelo slabo, ne, in izkušnja na tablicah je tako, bolj, ker dejansko aplikacije niso optimizirane za tak, pač marsikatera ni za tako velik ekran, dejansko gledaš pol tiste aplikacije telefonske povečane, če se ekran. Aha, v bistvu pa sploh ni, kot recimo iOS, mislim, iPad ima svoj OS, ne? iPad OS. Ima zdaj že veliko svojih aplikacij. Ne? Kaj to je 7, kaj 7-inčna? Ja, mislim, da, čakaj. Aha, se tu zdaj o demo govori. 7,9 je bil. Ok, zdaj smo live spet. Smo nazaj? Ja. Sem zdaj treba najti ta prav link. Pa ugasni muziko s live streamu. Ja.
that puts everything our users love about iPad right in the palm of their hand. The all-new enclosure features a beautiful all-screen design. Okay. Smo v etru. Smo v etru. Okay. Kaj link je isti? Ne, link je pa zdaj drugačen. An iPad mini now comes in a gorgeous array of Yes. new colors. Purple, pink, starlight, and space gray. And this Okay. features a brilliant liquid retina display. With this V redu, super. increase the screen size all Ok, v bistvu zdaj, kar smo zamudili, sorry, se oproščam, copyright je, tako da bo treba Apple event potihniti. Ne bomo smeli preveč njihove muzike, da bomo pač mi malo komentirali pa gledali. Pa smo ugotovili, da bo zdaj tukaj budget, iPadi bodo, pa tudi Apple Pencil bo zraven, oziroma to še ne vemo, ali bo zaplačati ali bo zraven. Tako, zdaj pa gledamo iPad mini. Se pravi, da bo imel Touch ID, zanimivo. Pa mislim, da so rekel v 4 barvah. Ok, pa A13 Bionic chip, tistega, ki je imel iPhone 11. 40% jump in CPU performance and a whopping 80% leap in GPU performance. Se tle zelo ciljajo zdaj na šolarje, na ljudje, ki so skozi doma. Tako da zdaj zelo, Ja, mogoče je itak. tudi to zelo velik razlog, zakaj smo tudi presenečeni, da so predstavili iPada, ne, da Ja, ni pa bilo streaminga, ne. igrice, ne, vidiš, ja. Ja. Ja, igre so ful pomembne, po mojem, za tablice pa Da se biti med prodaja. šola. Tako da, Me prav zanima, kakšna bo cena. Tu mi je, če bi on prejšnji 299, je po moje podobno. Se ne, ja, težko. Tako sem prej rekel, ne, tu 299, tu je ameriška cena brez davka. Ne. In Ja, preden ja. pride tu v Evropo, pa sploh nam, pa pride pa si bliže tako 400 evrov, oziroma če še kakšen evro več, po mojem, 450. Ne. Ja, pri nas je 22% gor, ne. Ja, ampak Pa ni se te pozna. nabavna cena 299, je že nabavna cena čez 299 evrov. Ja, Tako. Kaj tu USB-C bil ali? ja mislim, Ja, da itak USB-C, ja, na iPadih je USB-C, a ne? ja. Na iPhonih pa še ne. Mogoče Bomo nas videli. presenetijo. Viš, da bojo dali USB-C na te nove? Ne. Govorijo, da se to zelo izogibajo, tako da mislim, da, ne vem, Glede na to, da so v tožbi, da Evropska unija pritiska na njih, misliš, da si bojo prvošli zdaj z novo serijo, katero bi lahko dali že USB-C gor, da se bojo, pa bojo mogli pol delati od poklica ali pa kazni plačavati? Po moje te kazni niso toliko velike za njih. Ja, no, tudi pa mislim, da res. celo sam Francija je jezna ponovati za te stvari. Ne. A misliš, da bojo slušalke pri iPhone 3? Ja, misliš, da naredijo iPhone pa ima jack, headphone jack? Verjetno ne. Ne. Ampak ima pa lej, bo imel pa iPad 5G, tako da po moje že zaradi tega mečkan dražji. Se to ne vem, kaj je Apple imel tudi dve ločeni verziji, eno 5G, eno samo Wi-Fi? Ja, Ja. Itak, ampak po moje, da bo ta bo itak še malo dražja dodatno, že sam zaradi Ja. 5G. tudi pri uri nekako sta zmeri bile dve verziji, ena, ki je lahko s kartico, ena pa ki je sam navadna. Tam ta 5G itak, jaz sem na ena klicu, da če lahko preverim 5G, ko imam pač 5G telefon, ki do konca leta še najmanj ne bo odprto omrežje za 5G. Ne, pa jaz sem zdaj v Ljubljani, Mariboru pa Celu, a kje so postavili testno omrežje. Ja, ima tu mogoče Telekom. Ne, A1. Ja, sem ni Ajde, da sem klical tu 14 dni nazaj. Pa so rekli, da še ni. Ja, zdaj se je po mojem v zadnjem tednu se je odprl. Tako da zdaj ima v Mogoče bistvu moraš- Telekom pa A1. Mogoče moraš na gor na stavbi stati na eni nogi, pa tako z Ja. roko ven, a veš, pa tam nekaj lovi. Možen, ja.
Da vidimo, če bo to ta svinčnik imel zraven. Nekaj kažejo tele slikce, tako da... barve so. Aha. Aha, to so vitki. Okay. Evo, vidiš. Ok, ja. Podpora, ja. Druga To generacija, je super, ja. podpora za drugo generacijo. Ne, zraven pa ne bo, ne. Ne. Ja, ne brez doplačila, ne. Ne, res seveda. Koliko misliš, 80 evrov bo zih? Mislim, a koliko je bil, okoli 100, ni bil? Ja, sej, mogoče zdaj malo cenejši kao. A sam svinčnik je bil 100 evrov, ali kaj? Mislim, Ja. da, ja. Oh, fuck. Se pravi, vem, da pač iPhone, mislim, Apple ima cene, pač ima svoje cene, ne. Ja, ja. 135 je druga generacija Apple Pencila. Aha, pa mogoče zdaj na 50, na 100 padne. 100 je prva generacija. Trojka bo pa zdaj predstavljena verjetno kmalu tudi. Oni Touch ID rečejo bralniku prstnih odtisov, ne. Tako. Ki pa ni pod zaslonom. V bistvu je na tipki gor. Na tipki, ja. Power. No, moje mnenje glede teh tipk pa prstnih odtisov na tipk, ko je Sony tu nekako 7 let nazaj dal na Xperia 5, ne, se mi zdelo, to je idealna pozicija z fingerprint scanner, pa ni. Idealna je na hrbtni strani, ko primeš telefon, ti prst direkt prime gor, ne. Ali pa recimo na power buttonu. Moj tenov ima pri strani, pa nisem jih najbolj zadovoljen. Ja, to vidim, ja. Ampak samo postavitvijo, ne. Me prav zanima, kakšna bo cena, no, da vidimo. Ja, očet. V Fortnite. Hitrejši bo spet, kao itak, stalno, USB-C ima. 499. Ja. V bistvu je dražji. Sam zdaj je to 5G verzija ali Wi-Fi? 5G verzija, kolikor sem jo razumel, če sem zdaj. Čeprav, kakor gledam, iPad mini je že prej bil 64, Wi-Fi model je bil 500 evrov. Pri nas? Ja. Ok. Sam pa to še dražji pri nas, 600. Znam se zgoditi, ja. Ok, left chat. Ok, aha, ok. Materiali izgradnje. Recikliran aluminij. Zdaj gremo pa nazaj na Timo kupku. Aha, spet nas je vrglo dol. Rokva. Copyright strike. Lih zdaj bi je pisal, a? Zakaj pa? Ja, ne vem. Mogoče, da sploh ne smeš kazati. Ja, Da zgleda. mora- A res? Ja. Okay. Zakaj pa? Zanimivo. Ampak to je pa res čuden. Zdaj rekordam, tako da. Aha. Evo, upam, da bo to zdaj gor zdržal. Dvakrat so nas že dol vrgali iz streama. Trenutno pa predstavljajo Apple Watch 7. Vse te glavne stvari od iPadu smo že zamudili, tako da Ja. če niste gledali v živo, ta flak. Presenečeni smo bili, da so tako zakomplicirali. Kakor takoj vidimo, je, da ne bo kvadratna oblika, ampak ostajajo nazaobljeni, kar je zelo zanimivo. Ja. Moja prvi 2 uri so bile take oblike. Jaz sem najprej, moja prva ura je bila od Sonya, Smartwatch, njihova prva enka. Ko je bila še tako narejena, da si na ščipalko, kot ščipalko prepnel na pašček silikonski. Aha, Sploh ni imela vpeto, ampak si jo snel kot ščipalko ven in pol, ki je vmes si dal tisti kabel za pound in se spomnil, da sem enkrat za štok od vrata zahaknil in je samo odlomilo. ujej. Ampak to je bilo pa glavni krivec, da sem jaz pol začel uro nositi. Sem se ful navadil,
In od takrat naprej nosim pač pametno uro in potem sem imel Smartwatch 2 od Sonya, potem sem šel na LG Watch, sem imel 2 LG-ve ure, potem sem bil na Huawei uri, in zdaj sem pa na Samsungu. Jaz imam tudi Samsunga zdaj, ja. Tako da. Kaj pa recimo, kaj vaju odvrne od Apple Watcha? Oziroma, zakaj vam je to plus recimo drugi? Ja, kompatibilnost. Bolj zaradi tega. Ja. Tako da, rečemo si tudi, Samsung je ful zaprt, rečemo, ker res nima Samsung telefona, ne moram dodatnih stvari uporabljati, ki jih pač lahko na Samsungu, kakor Samsung Pay, ali pa ne morem preko Samsung trgovine kupiti Watch Face, ker pač Samsung Pay je podprt samo na Samsung telefona. In kakor je Key za plačati preko Samsunga, ne moreš to uporabljati, lahko uporabljaš samo free zadeve. Ampak lej, Android je odprt sistem, tako da pol imaš ta Facer, ko je ločena aplikacija, preko katere pač kupaš watch face in ga naložiš na uro. Me zanima zdaj, kaj bo Samsung, pač ta nove ure bi rad dobil, ko imajo pa dejansko Android Watch, ta njihov ta nov operacijski sistem, ko so se zdaj združili s Samsungom. A ja, ta Wear OS skupaj zraven. Wear OS, ja. Trojka me se di zdaj. Ja. Mene tudi zanima ta 4, pa zdaj kaj bo proti. Tako da Samsung, če to slučajno gledaš, Samsung Slovenija, je kakšno uro za test pošli. Lahko imajo test. Davor, kar zašteko, kaj bi rekel. Nočem nič čez Samsung reči. Z pomežnikom 2-krat, če si bil grabljen, veš? Ne, nisem bil. Tam bile so neke težave. Rešujemo. Razumem. Čakaj, kaj zdaj nismo live, pol, tu snemaš in boš pol zeditiral. Ja. Aha, okej. Kaj smo zdaj zamudili? Apple Watch v bistvu. Še zmeraj smo na Apple Watch, okej. Ja. Moj friend, vem, da dva masta Apple Watch sta ful zadovoljna, tako da. Sej jaz sem načeloma svojo uro tudi ful zadovoljen, sej pač jaz rabim samo, da mi notifikacije, če me kakšen kliče, pa da dobim SMS, da pač vidim na telefonu, drugo mi pač. Nisem neki športnik, da bi zdaj si miral pač utripe, pa tu fajn mi je, ko šteje korake in to je to moje uporabe pametne ure, ne. Ja, pa meni je recimo dober, ki pač obvestila gor dobiš, da lahko hitro pogledaš ali pa se zgovarjaš. Sej, to je to, ne. Sploh jaz, ko sem videl produkcijo in ko smo na snemanji, moraš imeti telefon potiho. Ja. In odkar imam jaz uro, nimam težav kakšen zvonci imeti na telefonu, ker ga sploh nimam, ker imam vedno na vibro, ne. Tako da, če me kdo kliče, mi ura vibrira in če mi kakšno pošlje sporočilo, vidim na uro in to je dejansko tisto, kar mi je najbolj pomembno na uri, da mi te stvari nudi. Evo, zdaj so bile cene 400 € je 7K, ne, oziroma dolarjev. Najcenejša trojka je 199. Ja. Zdaj so pa 7K so pa dali $399. Sam tu je meni se di pri pametnih urah, tu so pretirane cene, ne. Ker pametna ura ni isto kot navadna ura, ki postane skozi čas, če je kvalitetna, pa tudi bolj vredna, zbirateljska, ne. Pametna ura dejansko čez 2-3 leta postane zastarela tehnologija, ki nima nobene uporabne vrednosti več, ne. In jaz mislim, da z pametno uro bi mogla biti cena maksimalno 200-250 €, ki je lahko pol na vsake 2 leti zameniš oziroma 3. Ja, pač tle je tu na tehnologija noter, kao te merjenje srčne utripi in te naprej, pa po moje v bistvu to podraž pol. Ja. A pol bogati ne bojo, veš? Ja. Ne vrš. Se itak dobijo tisti deficit noter s prodajo tvojih biometričnih podatkov firmam, ne? Ja. Tako da. Mislim, čeprav če gledaš vse kvalitetne ure, ki dobivajo na vrednosti, so veliko več kot 300 €, ne, v bistvu. Ja, sej valjda, to itak. Ampak rečemo, še zmeraj rečemo, kakšne stare Casio, pa tu, ki so bile takrat po par $100, ne, ko so zdaj retro imajo, če je dobro hranjeno, imajo ful visoko vrednost, ne.
To je res, okay, to je res. Nekatere, ne? Nekatere, pač v neizpravljenega praška nimajo nobene vrednosti. Tako da. Ampak vseeno, to je vseeno piece of technology, ki pač zastara čez določen čas, ne, in ni več uporabno. Ne. Mislim, njim gre to itak na roko. Seveda, to je potrošnja, ne, to je valjda vedno nekaj novega. Pač itak je, to imaš poj recimo 2 leti zdrži in poj jo uporabljaš, pa novo kupaš. Ja, se to je bolj tisto, ajde se ti zdrži več, rečemo, to jaz, ko imam GRS3, je že več kot 2 leti star model, ne. To je samo pač odvisno pol od procesora pa optimizacije softvera, ne. In tle je imel pač od Googla Wear OS največje težave, ne. Procesori so bili prešvohi in on je bil preč požrešen sistemsko, ne, so ure postajale počasne in legi in pol folk jih je prodajal, ne. Zaradi tega sem jo tudi jaz prodal, ne. Čeprav mislim, da Apple Watch kar nekaj cajta zdrži. Največji problem sta imela recimo 1 pa 2, ki nista bila water resistant, no. Saj še zdaj Apple Watchi niso čisto waterproof, no. Smo imeli primere, ko prodre voda čez en gumb je prodrla voda not. Ja. Tako da ni čist, ne. To ni bilo zaradi tega, ko si šel tuširati z njo, ali šel plavati v bazen ali pa kaj takega. Bilo je prav plavanje, bilo, ja. No, sej, pač ja, to mi je jasno. Ampak pri Apple je spet tisto, ne, oni delijo hardware in oni delijo software. In oni res lahko dolgo časa vzdržujejo uporabnost ure, ker je optimiziran software, ne. Pri Androidu tega ne moreš, ker je milijon ur, imaš one Fitbite, pa one kitajske urce, ko uporabljajo Android, pa tu vsaka posebej, vsaka ima svoj hardware in pol itak ne moreš imeti en centralen software, ki bi na vseh dobro delal, ne. Sploh ko šparijo na stroškah, ne. In tu je velika prednost Apple pred. Tako da tu se zdaj vsi, ko mi čakam, pač da vidimo, kaj bo ratlo pač Wear OS 3, ko so se povezali s Samsungom, ne. Kako bo tu se izboljšala te pametne ure na Android sceni, ne. Ja, siguran je dobro, da se tudi pri MacBookih, pri laptopih se vidi, ne, ko imajo oni vse pod nadzorom, od grafike do vsega, ne, je veliko manj problemov, imaš s nekimi driverji, pa ne vem s čim, ne. Je veliko bolj za casual userja, bi rekel, no. Če si nek računalničar, pa razumeš stvari, okej, to pač imaš raj bolj odprt sistem PC-ja, ne, valjda, lahko, mislim. Recimo, edin minus je pa recimo pri MacBook Projih, moraš se odločiti, ne moreš nadgrajevati več RAM-a, ne vem, ne moreš SSD-ja do dodatnega, to je kar minus, no. Tu sem ni zadnjič gledal, jaz pa s frendem gledal, kaj bi vzel, ne, in sem videl, da ampak vse ajde, jaz razumem, pač majhen je treba tu vse zalotati na matično plato, pa vse to, da prešpariš na prostoru, ampak zakaj so take razlike v ceni, če greš iz 256 na 512? Je ful razlike, ki dejansko, če bi ti kupil disk, je tudi 30 € razlike, ne? Ja. Nisi je pa 300 € razlike, samo s to, da imaš še enkrat večji disk noter. Ja. To je tisto, kar je pač turn off zame, ne? Ja. Pa ta right to repair, recimo. Ja, ta del tudi mene motiva. To imate pač tudi vi probleme, verjete, ne, lahko. Seveda, ne, zdaj so se ful bojevali, pri vseh, ne, Evropa se je ful bojevala za right to repair, tudi za recimo televizorje, pa za podobne stvari, ne, da nekako uporabnik, ko kupi neko zadevo, je nekak lastnik naprave in da bi mogel imeti tudi navodila in dostop do rezervnih delov, ne. Kar pa Apple noče slišati, ne. Oni na vsak način noče, ne, kar je malo škoda, no. Ja, pač hočejo tudi na servisu pa zaslužiti, ne. Pa bolj mislim, da tudi nadzor nad tem, da kupiš novo napravo. Ja, meni se bolj to zdi. Kar, mogoče za neko Ameriko, ne vem, je njim normalno dajati 1500 € za telefon, ne, kar recimo Pro Max za 512 giga je bil, ne vem, 1700 € ali koliko je bil pri nas, ne. Ti daš 1700 € za telefon v Sloveniji, da boš imeti kar dobro plačo, ne.
Kar v redu. Ja, tudi če je pri operaterju na obroke. Je še zmeraj 80 evrov na mesec. Tam, ja. Mislim, če nič ne ješ, pa to se gre, ne. Priješ domov pa rečeš, spet riž. Tam je pa veliko takih, ki pa to tudi preprodajajo naprej. Ja, to je fulje hitro. Ki kupijo pač, samo zato, da kupijo, pa naenkrat prodajo po nižji ceni, pa odplačujejo obroke. Veš, ko se temu reče? Mini kredit. Ja. Ti greš k operaterju, vzameš telefon za jurja pa pol, katerega boš plačal 50 evrov na mesec, 60 in ga nekomu prodaš za jurja 400. Ja. In imaš Sem mini se naučil kredit. danes, čak si zapisujem. Moram telefonov za stanovanje vzeti. Pač, Ja. to je po mojem ena od teh glavnih razlogov, ne? Da pač ko greš k operaterju, podpišeš za 2 leti in pol dobiš cash v roke, ko prodaš telefon. Ne? Ja, sploh pri 3 dražjih. Ja. Ker, Sam ne recimo vem, vsako leto tole delati, ne, kar no. Ne, se to narediš vsake 2 leti. Oziroma, če si prešterilno naročniška razmerja z mamo ata in še sestro. Ne? Ne, to je tako, jaz bolj mislim tudi kot recimo iPhone vsako leto pride nov, ne. Ja, ja. Zadnjič sem razmišljal, da tudi če bilo na 2 leti, ne bi imel nič proti, no. Noben ne bi imel nič proti, verjemem. Pravice ne rabim vsako leto. Mogoče kakšen izdelek, a veš, sam da mi eno leto iPhone, drugo leto ne muro. Tako malo, ne. Mene je frendi non-stop zabavajo, Miha, ti non-stop menjaš telefone. Pa ga izgledam, stari, jaz sem imel tega Huawei Mate 10 Pro, sem ga imel 3 leta, preden sem ga zdaj zamenil. Ki tebi, jaz sem imel toliko telefonov. Jaz imam en telefon, ki ga imam 3 leta in to je to. Mogoče zdaj, ko sem začel YouTube delati, Miha Umek, YouTube, subscribe, gledaš to dal noter v video. Bom. Mogoče bom zdaj kaj več, kakšnega dubov na test, pa tu, ampak... Tak na test dobiš. Mi da sva jih dosti na test dobila, sam pač uporabljala pa še zmer tiste, ki sva jih imela na začetku. Ja ne, se dobiš itak, Slovenija je še premajhna za to, da bi ti dali zastonj telefon, ne. Tako da pač dobil ga boš edino, kar se moraš zboriti, da ga imaš 1 mesec. Da res lahko narediš orang test, da ga uporabiš kot daily driver. Ja, se to. Drugač ne moreš Pač mi da sem imela najdalj cajta 2 tedna in tisti se pač pozna, ampak kakšne sem imela tudi pod sam 2-3 dni, no. Sam pol, jaz pač pravim, jaz raje takega videa pol ne bi naredil. Ne. Ampak gremo, tu je že debata za druge stvari, zdaj ne vem, če boš tu pustil noter, pol se gremo pogovarjati tudi o tem, ampak če ni mena škoda, da zgubljamo čas, ko jaz malo do 8:15 moram domov psa peljati na sprehod. Ok, evo, Aha. Čakaj, vidimo, kaj bo zdaj, a? To capturing the moments of their lives, streaming their favorite TV shows, playing their favorite games, Okay. tu smo tle. up to date with the news of the world, and connecting with friends and loved ones. This is what drives us to create the best iPhone possible. To create TV shows, playing their favorite games, legendary ease of use, beautiful and durable designs, with water resistance and great battery life. With industry-leading performance and the world's most advanced camera systems. Čakaj, And with tisto rečejo. privacy built in. People love iPhone, and we keep making iPhone better, more powerful, more capable. Na vseh slikah je ugasnjene. Aha, ok, tle je ekran Today, videti. we are thrilled to introduce our next generation of iPhone. Here it is. Tle, ko imam jaz noter na streamu oziroma recordingu, je že malo naprej. Kakor pa tam. Ne poved. Ne bom spalal. Tle ima samo 2 kameri. Noč ima še To je vedno. 12, to je 13, Ja. oziroma 13 mini. Noč je še vedno. No, pa da vidimo. To bo zdaj zabavno. Sam upam, da ne bo pa enkrat, ko to objavil Apple še tega, pa YouTube še tega beno.
vidimo takoj, da je bila kamera, prej sta bile kamere ena po drugo, zdaj sta pa po diagonali. Po diagonali, pa flash, pa kaj ima verjetno, kaj ima tisto senzor, mislim, za fokus. Zvočnik. V bistvu mikrofon. Mikrofon, pa v bistvu je, bomo videli, če imajo LiDAR. Ne, tole nima LiDARja, ne. A tisto je mikrofon, ali kaj spodi? Ja, mislim, da. Ja. Za snemanje, da ko približaš, tako kot ima Samsung, moj nekaj podobnega verjeten. Ja. Ok, barve. Ti so podobne kalane, niso? Čakaj. Ja, to so nove barve. Aha. Ja, vama malo zamuja, ja. V bistvu so šli tako, kot pri iPhone 5C, je bilo tako, da je prišla serija, ker so bile full barv, ne. Ja. Tudi take, mogoče malo bolj drugačne. Pa si bojo kakšno še naknadno dodali. Jaz sicer mislim, da Pro serije ne bojo v vseh barvah teh, no. Ne zihar. To, kar mislim. To so bolj te nižji, recimo, rang, no. Da ima več izbire, tako tudi. Ja, pa mogoče bolj, recimo, da mlajša populacija, ne. Hoče bolj take funky barve, mogoče. Starejši so pa bolj konservativni, mogoče. Stylish. 800 nitov brightness, tako rede. Kar? 12,200 nitov gre v peak brightness, če je full svetlo zunit in na hitro full brightness zviša, ne? Ja, mini pa navaden, 5,4 inča pa 6,1. Pa super retina display. Se morajo malo pohvaliti. Ja, itak. Sam itak se bojo primerjali proti lanskim telefonoma, ne? Ja, recimo 12 Pro je imela 800 nitov, ne. Prejšnja 12, ki je imela pa 625. Se pravi, zdaj so šli, v bistvu, nižja verzija ima v bistvu zaslon, zmogljivost od boljše verzije. Ampak recimo moj telefon, ki je pač dejansko tam 550 €, ima tudi Jure 200 nit peak brightness, ne, drugače ima pa tudi 800. Pa super AMOLED ekran je, ne. Ja, tle so pa LCD. Ne, OLED je. A je OLED? Ja, OLED je. Apple OLED je napisalo. Ok, A15, 6-jedren. Ja, Apple je kar dar naredil s tem svojim novim čipom, ne, tudi kot računalnik. M1. Ja. Zdaj, kar vsi proizvajalci gledajo proti ARM procesorjem, ko bojo začeli delati svoje ARM procesorje, pa podpora. Meni je zelo všeč, da probavajo poenotiti, se pravi, da bo na vseh, od iPada do MacBook Proja, ne, da bo nekako vse isto, kar je tudi isto pa z aplikacije, ne. Tako da je kar tako povezovalno zelo. Ker recimo Apple je prvak v tem, da te dobi noter v svoj ekosistem, te not zagrabijo, ne, in to je njihova, zato so oni zmagali, če mene vprašaš, no. Ja, sej imajo telefon, pa uro, pa slušalke, pa še kakšen streaming servis, pa pač Ma ni to fora, da imaš ti telefon, pa imaš laptop njihov, si hooked, ker imaš te iMessage, pa vse to, vse povezano, kar narediš na telefonu in pol prideš na PC-ja, pa
moraš vsako stvar z Apple spraviti na neki drug sistem, je nightmare in pol ti rečeš, bom jaz kar na Macu ostal, pa Točno tako. Apple za nalašč zaklene connection z drugimi napravami. Se ne vem, kaj zdaj, lahko preko Apple pošlješ nekomu drugemu preko Bluetootha stvar ali še zmeraj zaprto, to sam Apple. Jaz mislim, da bomo imeti, ne vem, kakšen third party app, sam kot Apple ima AirDrop. AirDrop je pa samo med Apple izdelki. A15 čips ima noter. Ja. Itak 50% hitrejši. Kaj to pomeni? To so neke številke. Ja. Se pravi, zdaj to je bil 13 mini pa regular. Ja. Zdaj pa sta pol pa še dva, ne? Pro pa Pro Max. Tako. Pa spet most advanced dual camera system. Pač. Lej. Ja. Sigurno je neka opomba, nekaj spadi. Ja, in Jaz sem footnote tam je na zvezdica. Jaz sem zadnjič razmišljal, kar se fotoaparatov tiče, ne? Pač, ko zdaj primerjam, ko Apple je itak znan, da dela med najboljšimi fotografijami, ali če vzameš najcenejšega minija ali pa najdražjega, ki ima še boljšo kamero, pa vse to, ne? Ker imajo pač procesor full močen, pa processing, ne? Sam pa gledam zdaj ta moj telefon, ki je tam 500 € rang, ne? Ki dela tudi zelo solidne slike in sem čisto zadovoljen, vse v redu, ne. Zdaj vprašanje, ali je vredno dati od 300 do 500 € več, da imaš lepše oziroma malo boljše slike, ne. Čak, črtaj, a je bil senzor shift pri temu, tako je bilo pri Proju lansko leto oziroma pri Pro Maxu. Mislim, da je bil senzor shift, a je bil samo optična stabilizacija navadna, kaj videl? Ne, nisem poslušal. Sem zmotil vas. Ne, v redu. Sorry, jaz sem sam gledal, ker taka animacija je bila lansko leto pri Pro Maxu, kada je senzor shift, da se pravi cel senzor ruka. Mene je tudi takole zgledal, sam nisem pa čisto slišal. Da je pač in-body image stabilization, ali kaj varianta, tako kot ima Sony na svojih fotoaparatih, da se senzor da ni optično, ampak da je prav fizično. Ne? Ja, da ni sam leča, ampak da prav cel senzor. Če to je pa ful dobro, no pač, da so to na Vanilla 13 kodal. Se pravi, lansko letne Pro verzije bojo prišle na nižji rang, Pro verzijo bojo pa nadgradili, ne, v bistvu je tako nekako. Ja. Starejši brat daje čevlje mlajšemu bratu naslednjo leto. Ja, ampak kar se pa videa tiče, je pa Apple tle zmagovalec. So zdaj nekaj, kar bo sneman z iPhoneom. Drač, Miha, prej si pa dobro, mislim, to za fotografiranje se pa nekako strinjam, oziroma jaz mislim, da vsi od Androidov do vseh imajo že nekako zelo nek visok nivo fotografije oziroma kamer gor, ne. Če primerjam, ne vem, 10 let nazaj, ne, kaj je bilo, ne, zdaj je že noro. Zdaj je že skoraj, koliko ti znaš fotkat, ne, a znaš ti kompozicijo, a ti razumeš, kaj delaš, ne? Ja. Vidva, ko sva naredila začetek leta primerjavo 16 telefonov, je Redmi Note 9 premagal Samsunga Note 20 Ultra. Telefon za 250 € je premagal telefon za Jurija 200. Se veš, tudi ko je MKBHD delal blind teste na Twitterju, fotoaparatu, pač v različnih tistih, je pač ni zmagal ne Apple, ne Samsung. Je bilo čisto, se ne spomnim točno kjera, ampak li za tega tle tudi šle ocenjevati slike je folk svetle slike, ne? In zdaj odvisno, kaj ti slikaš, ne? In tista slika, ko bo najbolj barvasta, kontrastna, tista bo zmagala, ne? Se bilo nekako, tako mi da so lih upava, da v letos spet to naredila, če bo dobila 16 telefonov, ampak nekako po NKBHD-ju to povzela, pa tudi povedala noter, pa tudi analizo naredila.
Super, to je sigurno dober test. Ampak rečemo tu, kar zdaj kažejo, kako se vidi, da tu je top shit. Produkcija. Če lahko, ne, pač te rek fokus, če lahko delaš na tak način, kot kaže. Ne. Zdaj, koliko se veš, tudi GoPro predstavitveni filmčki, ko jih delijo, kadar launchajo, to je profesionalna ekipa od zadaj, ko ima čist naked kamero, ko spimpijo v maksimalno, kar lahko tisto, ne, da zgleda promocijski video. Ne. Tle je vse od stylinga do osvetlitve scene, tle v bistvu na hollywoodskem setu oni snemajo z iPhoneom. Sej to je to, okay. Ker full folka misli, da je tu zaradi fotoaparata oziroma zaradi kamere tako, ampak slika taka rata zaradi luči. Kako ti postaviš luč, ne? Ta soba, ki je za mano, ki imam tukaj, je čist bedna, ampak tukaj sem dal 2 ledice od zadaj, pa tleno luč sem si postavil, zdaj ful lepše, ne? Kakor, če bi sam prežgal zgornjo luč. Ne? Ja, svetlitev je ful pomembna. To se strinjam. Aha, 12 megapikslov wide camera je, cinematic mode. To je tak 5G. Logično. Mogoče še vse malo manj govorijo o 5G, kakor pa lansko let. Ja, lansko let je bil new thing, neki letos je pa... Ja, pa lansko let so prav 5G so rekli, mislim, da na vsake 3 sekunde so rekli 5G. Se je bila nek compilation je na YouTubeu, kaj Tim Cook skozi govoril, pa ostali tudi. Ja. Ne vem, ta 5G, pač nisem ga še probal, da bi kaj rekel, ampak glede na to, koliko je folk teste delal, pa to, da sploh tam milimeter wave, kako je že ful občutljiv na motnje, ne, se sam s hrbtom obrneš proti tismu dajniku in že zgubiš ful hitrost, ne. To junka pač drevo že drž ga zjebe. Zelo so bili rumori so bili, da naj bi šli na neko satelitsko tehnologijo, ne. Sam mislim, da to, preden bo to prišlo, ni šanse, da bi to Apple vendel, po mojem, no. Jaz bil zelo presenečen. Ja, da bi bili kao satelitski telefoni, ne. Ja. Ko oni ne bojo ven zrezali ponudnikov, ne. Po mojih ne bojo še zdaj, ne. Ampak mislim, da zna pa to prideti. Ko so v starih časih bili oni filmi, ko so bili na ladjah, pa so imeli satellite phone, pa so tako anteno ven odvili, ko je bil tak je bil in so govorili. Le, kaj kaže folku za tvoj video, se vem, če bo prebrat. This video has been removed for violating YouTube's privacy on spam, deceptive practices and scams. Ja. A skemama? Ja. To prodajajo. Daj ne se zajebavati. Lej, če samo 2 prijatelja prinesete noter v ta sistem, v bistvu to ni piramidni sistem, res ni. Saj prinesete vsak po 2, date nam 100 evrov. Ali pa vsak en iPhone kupite, pa nam ga date. Tako je. Pa še kakšnega prijatelja, da oni kupijo vam, pa vi nam date. Tako, ja. Sploh nimam besed. Jaz file sploh, čekaj, members. View profile. Da se mi skonektamo sploh kot friendi, vidim, da nismo na Facebooku kot friendi. Najboljše. Črt. Ok. Tole, ki zdaj tudi kažem, gledam tlele za copyright strike, en teden ne smem nič objavljati. Res? Ja. O črt vidi, da mi dva imamo full friendu skupne. Žečija je moj sodelavc. A res? Ja, na RTV skupaj delava. Mi gremo kdaj na Koloskar? Kolo smo. Muc, vidim, da on je bil gafer na mojemu prvem filmu. Aha. Šiška smo na žlahni štori, Škoratem, Gagi, Mareru, itak zrujem, itak Luka Štigel, Mikić, tako da. Ja, midva z Maretom sva imela skup video produkcijo, jaz sem zelo veliko video. Evo,
specifikacije. Jaz sem tudi na RTV-u, da bi jaz. Ti bi tudi? Se pizda, tako mi ful zgledaš znan, tako da smo se nekje že videli. Čisto možno, ja. Ja, spek si zdaj za 13. Vse cene so iste, tu so v redi cene. Ja. Tu so solidne cene, sploh ta za mini. Pa 128 giga. Osnovna. 128? Ja. 128, ja. Evo. Hudo, dobro. Všeč mi je. 12 kar 128 je bila v bistvu 820 evrov pri nas. Mini, 12 je bila pa 920. Ok. To se mi zdi kar malo, ne vem, kakšne bojo pri nas cene. Jaz sem imel prej na Mate 10, ki sem imel 64 giga verzijo in sem bil, nisem še zapolnil, ampak je pa res, 120 je minimalno, sploh ko nimaš več SD kartic pa tega. Ne? Ja. Sicer tu so zdaj, odkar je Google spremenil policy, da pač ni več zastojen Google Photos, da ti pač tu, ko ti oni updatejo, mislim, ko shranjuješ slike, da ti oni backup delajo. Ne? Prej je bilo, če si določil, da so ti malo skompresirali slike, si imel neomejeno. Ne? In zdaj so oni tu spremenili in nimaš več neomejeno, ampak ti gre v unih 15 giga. Ne? In pol je full folka kar naenkrat imelo poln Google account. Ne? Tako da prisilijo folk, da se skešira tistih 20 evrov na leto, da ima 200 giga placa, ne, za te stvari. Med njimi sem tudi jaz. Sem gotovo, da je ta Google Photos zelo fajn, predvsem, če moraš resetirati telefon, pa tudi, da imaš vsaj fotke spet vse nazaj. Ne? Se v bistvu gre v tako smer, kaj je cloud. Ja. Se tudi, ko sem pač prižgal ta telefon in ko sem se sinhroniziral, me je vprašal, če mi povrne aplikacije in dejansko mi je naložilo čisto vse aplikacije, ki si jih imel na Huawei-u, vse nastavitve, gesla od Wi-Fi, vse je prišlo nazaj na telefon. Ne? Tako da sem na novem telefonu dejansko mogel se sam logirati pa inštalirati tiste aplikacije, ki sem jih sideloadil sam. Je tudi Google šel v to smer, da če imaš sinhronizacijo vklopljeno na naslednjem telefonu, imaš vse. Ne? To je zelo dobro. Ja, zdaj gremo pa nazaj v Cupertino. Da bo Pro. Ja, deda, nisem da kar potihnil. Me prav zanima, kaj je tle zboljšal. Kamera, ne? Ja. Pa je zaslon. Vedno. Ja, itak, kamera. Se vas sploh nisem vprašal, kaj mene v redi slišati ta mikrofon, ko sem preklopil? Ja, super slišal. Super. Kamera, itak. Glaven del. Vidim, da bo že da bo optični zoom. A bo periskopska? Ja, se ti pravim, da bo optični. Okay, tele leče se zelo rade razbijajo, te začetne stekla. A ja? Ja, kaj so to drugde, ne? Kaj niso kao Sapphire? Niso, ne vem. Evo, inside information, folk. Enka ima dosti izkušenosti. Ja, pa ljudje tako odlagajo, veš, eni zelo grdo delajo s svojimi telefoni, no, tako bom rekel. Okay. Štiri barve je bolj take plemenite. Če res tako zgledala v živo. To je itak studijsko. To ne bo, ne? To je render. To je 3D render, ja. Ampak tle res hudo zgleda.
Ok, samo nek Sierra Blue, se pravi neka bolj svetla, ne? Prej je bila temno. Pa gold neki taka premis kakao. Da vidim. It also has industry-leading IP68 water resistance. On the inside, it's been completely redesigned to support our latest Pro technologies, including the all-new camera system, incredible new display, and a bigger battery. iPhone 13 Pro also supports MagSafe in the ever-expanding ecosystem of really Water cool resistant. new accessories. Ja, And it's se že mora a biti. larger iPhone 13 Pro Max. Now, let's talk about performance. Sam niso waterproof, a veš. A15 Bionic. Water resistant, ja. A15 To ni Bionic isto. features a CPU with 2 new Vodotesni, ne vodoodporni. and 4 new high-efficiency cores. Ja, garancije ni, če ga It also has zmočiš, new ne. ISP, Tako da, which provides improved noise reduction and tone mapping. And for these Pro models, A15 Bionic includes our most Zdaj me zanima, kaj vidva sta, v kjer klan spada sta? Bumper klan ali Naked klan? 50% faster graphics performance than the jaz imam sigurno smeri gor neki. Jaz imam vsaj silikonski uvitek, no, tako pač, ja, No, pol sta Bumper klan. ja. Pol nista ula čudaka, ko hodijo z Naked telefonom in krog, pa Pač se je ful hudo, pa dobro za v roko prijet. Sam, rajš ne, no. se to mi je pač ono, se je ful lepo telefoni izgledajo, pa vse to, ne, ampak ko daš ti za telefon Jurija pa pol, pa ga boš dal tako Ja. vitek za 10 evrov, samo za tega, da ga imaš po prasku. Ja, že saj to. Žal je to absurdno, sam je pa res. Ja. In zaradi tega me pa ful zanima, zakaj ti dizajnerji v vidku izkoristijo te pa delajo ful lepše, ne pa neke generične dizajne. In se delajo, sam pa so oni dražji. Sicer jaz sem s tem čisto zadovoljen, tako lepo izgleda, se ni videti, ker ni zelo svetlobe, ampak ima pa vrjeno železno ploščico, tako da je za one magnetne nosilce. Aha, Evo ga. Ok, 120 Hz. aha, ok, super. LTPO. Aha, prilagaja. Ja. Tukaj iPad. LTPO. Pa tako, kakor je tudi pri Samsungih, pri S21. Hudo, končno. To je super. Welcome to the club, a veš. Ja. Bo to šel pa ko izprobat, kaj ga mlah. Tako, zdaj moram pogledati, čakaj, screen, display. Igre. Tako, kot si rekel na začetku, da folk še ni videl, kaj so nas banali. A device like this changes the game for artists everywhere. With ProMotion means that I'm actually seeing the pixels move in real time. There is absolutely no lag. Sam res predstavite, pa promo te imajo pa ful dobre. To je pa res. First class. Mislim, če jih ne bi imeli, ne vem, kaj Ja. delajo. Ne. Ja. The iPhone 13 Pro is one of the most Oni so vse o imidžu, to je njihov Apple lifestyle, je imidž. to mobile devices. Če pa oni ne bi dobrega videa naredili, pa ne vem, kdo bi ga, ker Ne vem, je kdo je. budget tak, da... Še posebej zdaj, ker nimajo eventa, ne. Ni organizacija eventa. Ker prav za event so bile zelo drage karte, ne. Oziroma je bilo veliko invite, ko se spomnim. Viš, recimo tu, da imajo adaptive refresh rate, ne, tu je fajn, ker Ja. recimo Da ima baterije. ko sam zbereš, ali imaš 60 ali pa 120, ne, nimaš umestne, ne, saj pač pri mojemu ni te, ne, tako da ne vem, Ja, ali ima pa tudi Samsung baterije. nov. In tle gre do 10 Hz, sem po moje videl, 10 Hz do 120. Ja, Tako da gre v bistvu ful dobro, da še malo baterije prehran, če je že tako. Kaj jaz imam na S20 plus, imam 120 in pač gre.
Se ne vem, če vse te revije teh Android telefonov, ko sem gledal, ne vem, če sem slišal, da ima kakšen adaptive refresh rate. Ima vsi možnost... S21 Ultra. A ima adaptive refresh rate? Pa OnePlus 9. Evo. With up to 2.2 times information light. So you get beautiful photos in any situation. The larger sensor applied offers more light gathering for less noise and faster shutter speeds. Boljši senzor za več svetlobe, da je boljše fotke. Low light zboljšujejo, ne? Ja, vse morajo, vsi to zboljšujejo zdaj. Noben ne fotka z lučmi, ne? Evo, lej. With the new ultra-wide, low-light photos are brighter and sharper, with more details, like you see. Na ultra-wide boljši low light. The ultra-wide camera also enables something entirely new on iPhone: macro photography. V pravici, ne vem, kdaj sem uporabljal ultrawide, tako da me zanima, kdo to uporablja. Meni prav pride včasih, če ga potuješ. Za meni so te ultrawide najbolj zanimive slike. One klasične, pač mogoče ni huno, tako da narediš kakšno skupinsko sliko, tako da nisi imaš popačen, ampak drugače, kakor slikaš pa pokrajino ali pa kaj tisto, je ultrawide najboljša varianta, ker zavzameš ful več prostora, ne? Imaš občutek, da je ful večji. Evo, pa z ultrawideom bo še makro. Our cameras can do even more. To tell you all about it, here's Rebecca. When tuning the iPhone camera system, we shoot and review thousands of photos. Analyzing all of those photos allows us to deliver features like Smart HDR4, which automatically brings improved color, contrast, and lighting for each subject in a group photo, including for challenging shots like this. Our software and ISP adjust for different lighting, and we made improvements for skin tones. So everyone looks even better. Edita ne še pa in se res vidi, da ne morejo pišti take. Ki se lahko predijo, samo pol, ešte imajo spodaj vse pač blendo spodaj so dosvetljeni od spodaj, da je pač taka slika, ne politak. Apple ima še software, ki to popravi, ampak tu so profesionalne fotke, ne, ko pač daš profesionalnemu fotografu v roko, ki bo še pripomočke zraven vzel in bo naredil tako fotko, ne, in pol oni prodajo, da lahko vsak naredi iz tega tako fotko. Se načeloma lahko, ampak moraš vseeno imeti tu nasnove fotografije, da razumeš, kaj delaš pa to pač obrniti, ne. Če bi fotograf to naredil, verjamem, sam tlej tak, ko oni to budžeta dajo, zato so še 10-krat lepše. Pa se je tako, ne vem, kdo je Samsung je lagal, ali Huawei, ko so delali kao reklamo, ko so se slikali, kurva fotka, dejansko da še se ne vem, naredila tista fotka, ne. Spomnim, par let nazaj. Tu je marketing, tle lažje, sam da kupaš, ne, tako da dokler ne dobiš telefona v roke, pa sam probaš, ne verjamem nič. Veš kaj tudi ne smeš pozabiti, styling. Styling naredi fotko toliko, da glabli te barve. Veš kaj ponavadi, če bi mi trije šli nekam skup, mi ne bi bili oblečeni, veš, tako pravilno, veš, le kakšni puloveri so to lepe, veš, ko so to, mi bi pač, veš, ne bi se ujemali, ne? Ja, slav style, bi šli Kar sred Ljubljane, pač toliko, da se slikamo. Ja. Tako je, zdaj pa, če imaš pa stilista, ne, bo pa ujel, veš, bo to pomagal, kako ozadje izgleda, v kakšnem okolju si. Če bi jedli po Ljubljani, po Ljubljani, ko hodim, pa vidim te punce, ko se za Instagram slikajo, pa pozirajo so s frendico. Čakaj, da mi je tukaj sliki, pa tole pozirajo. Do tiste pol ratejo take slike, kakor jih ti vidiš, pa še malo, ne vem, Snapseed jih malo popraviš, pa to in imaš te fotke, ko so te Instagram influencer. Pa neke presete. Ej, sam probi uno aplikacijo Facetune, pa boš videl, kaj se da narediti. Ja. Uno je noro. Sem pa ratel že detektiv, pa kdaj malo stoka. Zanima me, če lahko opazim, kdo ima obdelano sliko. Zelo malo ljudi bi rekel, da nimajo obdelano sliko. No. A tako kot filtre misliš? Vse, vidiš, zlajeni obrazi, noben nima por, trepalnice, vse bejbe nabijajo, še tako malo. Ne vem.
Veš, to je pa rečemo, pač tle itak pretiravajo, tle režiser, ko ima 2 Oscarja, ko dela sci-fi video, ne. Ampak dejansko tu je zdaj rečemo z mlade video stvarjavce, ki nimajo denarja, da ste skupili, ne vem, Pocket, Blackmagica, pa Leče, pa baterije, razumeš? Da lahko neko doma narediš, je to super, ne? Še vsem ful dobre videe lahko narediš, ampak itak ni pa cinema quality. Mislim, ti lahko fenomenalno. Lahko, samo moraš vedeti, kaj delaš, ne? Ja. Moraš poznati tiste osnove, ne rabaš več kamere za 2 ure ali pa za 5 ure, ne? Lahko dejansko znanjem ozadje videoprodukcije, se pravi luči, razumeti, lahko narediš tako sliko, kakor ti oni prikazujejo. Ne, pač za povprečnega uporabnika, tudi nekdo, ki pač povprečen iPhone uporabnik. Ne, ti noš nikoli take slike, kakor zdaj kaže doma. Ni šans, ker tle pač luč je narejena tako, ne. Veš, dokler nisi v temu, misliš, da tu je narejeno, zdaj tu bom jaz doma isto naredil, ja, ne boš. Tudi recimo temna scena, ko se zdi, da je temno, koliko je te luči noter vanga nabiti. Ja. Če bi v tem na snemanju, nastavitve. to imajo čisto vse znižan, skoraj da ni sonce, mislim, lučka naredi sonce. Mislim, drugače super, ampak je pa res, to, kar si rekel, Miha, je pa zdaj res to zelo dostopno za mlade ustvarjalce, ne. Sicer dostopno, še zmer to je telefon za Jurija Euro Plus, ne. Ja, sem ga lahko operaterju dobiš na obroke, ne? Ja, pa ne, tudi da je škoda. To je telefon, pa če ga pač uporabljaš, sami dva ga tudi uporabljava za videe in pač uporabljaš ga za druge stvari, pa še za videe, niti treba posebne stvari kupiti. Ja. Sam en kot isto, inovativen pa creator lahko. ko vzameš rečemo telefon na obroke, ko te pač 60 € na mesec stane, pa kupiš 2 LED panelkici, razumeš, ki ti staneta 100-200 €, pa še 2 odbojnika, razumeš, pa še ene take mičkene stvari iz AliExpressa, ko kupuješ te ledice, to je ful poceni na to, tu dobiš za 50 € dobiš ledico, tako kot smaste od zadaj, ko imaš RGB in lahko svašta narediš, ne. In ti dejansko omogoča, da za par 100 €, pa plus tistih 50 € na mesec daš za telefon, če si res zagret za to, da kaj posnameš, ne, lahko dobiš tako sliko, ne. Da se naučiš, kako vse te nastavitve spreminjati, pa dobre šote dobiti in to pa je lahko še vsem ful dobro narediš. Tako da, druga najbolj pomembna stvar je pa pač, če delaš video, pač je mikrofon. Lahko oni govorijo, kakšen je tisto, pač slika pa to, ampak noben telefon nima dobrega zvoka, razen če ga imaš 10 cm stran od sebe. Kakor si 1 meter stran, ko snemaš vloge, pa tudi če nimaš mikrofona, tako kot imate vidva ali pa jaz, razumeš, tu soba odmeva. Vidva sva začela brez mikrofona in to je katastrofa. Tudi doma tudi nimaš ti studija, če ti v sobi s stenami brez kakšnih blažilcev, ne, to se vse odbija. Ja, itak. Sam se veš, pač tu si greš, ne, to najbolj pomembno je pol, če začneš to delati, da malo prebereš, malo pogledaš videe, kaj se da narediti. Dejansko te odmeve lahko vse z navadno deko, pa zavesami, rjuhami, ful umiliš, ne, pač sam izven kadra jih obesiš in tudi ful odmeva pobere. Sam tu so že bolj detajli videoprodukcije, pa kako to delati. In da se pač itak gledala to, pa nekako probala popraviti, pa pač se je zboljšal, ni še perfektno, ampak ja, bi rabil, da bilo perfektno, pa rabil studio ta prav tako. Ma ne rabiš, ti rabiš samo boljši mikrofon. Ja. Jaz sem lih naročil sem mikrofon zdaj iz Bolgarije, ruskega, sem gledal en test, pa če si da mikrofon, bum, si kupil zdaj ti pencil mikrofon, dejansko so oni temičkani. In je ruska firma in sem dal 250 € za njega. Pač moraš imeti Phantom Power, ker pač čist na kamero snemam in zaradi tega pač drugače moraš imeti zunanji snemanje. Direkt v telefon boš težko najdel dober mikrofon. Nažalost je to. Sploh če sta v paru, postavi 2, moraš imeti vsakega posebej vzvočenja. To je ful zajeben. Tako da jaz bi vam bolj priporočil, da si kupil sta kakšen snemalnik Zoom.
and incredible Reciklaža, features. spet speksi, These pač iPhones itak push kamero the pa boundaries of what's possible in a smartphone. kamero Even najbolj all this poudarjajo incredible pa ekran. technology, iPhone 13 Pa Pro LiDAR still imajo tu, starts verjetno at imajo tu za $999, fokus, ne? and iPhone 13 Pro Max Ja. still Za- starts at $1099. Za fokus pa za We also have ta amazing AR. offers from Apple and Ja, our Aha. partners, pač including pa ga Ja. pravi tudi za $1,000 off in the material. US when you trade in a qualifying iPhone. And this Cene year pa we're tudi. introducing a new 1 Za terabyte storage option. 13 Pro, This is 999, a kaj pa great kar addition uredi for cena. our Pro Mislim, iPhone users. to spet nisem padel na uno fora, Jurija je, ne, ni Jurija, Jurija 512 400 gigabyte storage option. Ne bo, Juri. Ampak tako ne še vse, pač niso oni sami podražili. To je update 1 terabajt, do zdaj je bilo samo 512. Sam to bo 2000 evrov, ampak okej. Sicer tako, če delaš filme, s tem telefonom pol 1 terabajt skoraj Ja. je skoraj pač obvezno, ne, da imaš. Ne. Samo, ker se povprečen uporabnik ne dela. Ne. Mi govorimo, mi smo prej govorili bolj o power userjih. Ja. Povprečen uporabnik bo kupil 13 ali pa 13 mini. Samo zato, da ima iPhone. Kaj pa ta iPhone SE, je še zmeraj v današnjem dnevu pač sprejemljiv telefon? Ja, lanskoletni model, po moje, zaradi ta 13, ki je Za preveriti. To ga zelo kupujejo tako bolj tako normalni uporabniki ali pa celo taki, ki v bistvu uporabljajo samo za klice, še ne SMS, pa tako ne. Mislim, da nove generacije gre, až mi hočeš imeti. Ja, zato da boš delal take videe, veš. Da bi te Apple. Evo, spet malo, zdaj pa malo povzetka, ampak res, kaj mi je všeč, saj da 5G-ja niso tokrat omenili. Vse meseci so ga samo enkrat, glede, da smo vmes debatirali, pa nismo bili tudi pozorni, ampak na ekranu se je samo enkrat pojavil. Ja, na iPadih pa pri 13-ki. Se to je v bistvu že recap, to je v bistvu že zaključek. Ja. V bistvu, kaj smo dobili uro, smo dobili iPada, smo dobili pa iPhone nove. Pa po moje sem nad iPhone-i kar tako pozitivno presenečen. No. Tako, niso veliki izboljšave, ampak tako, pač niso velike izboljšave, no. Sam tam kaj pomemben, recimo. Evolution. Ja, pa cena tudi ni šla, vsaj pri njih, v vesolje. Nismo bili pa pozorni, ali so dali USB-C ali niso dali telefone. Ne, mislim, da bi to pisali tako na veliko, da glavo. Ja, po mojem tudi, ja. Until now. Jaz mislim, da je to malo S-serija. Mislim, jaz osebno, jaz imam 12 Pro, pa kar, čeprav kot, glede na to, da smo mi v Apple ekosistemu zelo, pa že samo zaradi tega, da lahko strankam kaj povemo o telefonu, bi ga mogoče imel, ampak po moje kar ostal na 12 Pro. No. Ja, no. Mogoče Zdaj 14 kaj počak. Sam da nav brez sportov. To so že lansko let, to so vas z Andražem spraševala, kaj mislite, če bo 13 brez sportov, ker so bili že neki decembra, so bili neki liki ali rumorsi. Ne vem, dvomim, da bo brez sportov. Ne, to... Že na računalnikah jim naratava, ko se zaradi tega prodaja milijon donglov pol, da ima ekstra porte, ker jih oni tako veselo znižujejo. Ne. Glavno, no, zanimivo je bilo, pač te tri kaj, iPad, ura pa iPhone. iPad tudi v redu, ja. Ne vem, povejta vidva. Meni je bilo pač tako, presenetili so me za uro, smo malo manj poslušali, ker je bil takrat streamom problem. Pa meni je bilo, če ne drugega, zanimivo, da je pač, da se mi enkrat dobimo skupaj, pa da se v živo še malo pomenimo. Debata je kar tekla, no. Upam, da tole rata nekako uploada čim prej, pa da nekako dobim tudi dva streama, pa mogoče to skupaj nekako zlepam približen. Ampak jaz sem nekaj gledljivega. Ja, se pa upravičujem vsem tistim, ki ste mogoče to kdaj gledali, pa ste hoteli stream gledati, pa pač ni šlo. Apple pa YouTube sta malo zajebala.
Pač, to je bilo to od eventa. Upam, da vam je bil ta video všeč, čeprav ni bil livestream. Smo se potrudili, pa nek insight dal, mogoče ne zmer v eventu, ampak pač neka debata je tekla. Zdaj pa karkoli smo pa spremljali, Črt, kaj ti misliš o novih napravah? Mislim, jaz nekako v bistvu je bilo kar veliko po rumorjih, jaz kar še zmeraj nisem dobil, pa vsakič ne povem, je, da bojo slušalke prišle, sem že zmeraj mislil. Tako da v bistvu smo dobili nekako 2, recimo, budget iPada, ne. To mislim, da so šli zelo na to, da pač na šolerje, pa na vse, kar so zdaj doma bolj, da je bolj dostopno. Pa pač na iPhone-ih mislim, da smo šli, včasih bi bila to serija S, se pravi nek upgrade, recimo 12S, nekako se mi zdi malo poboljšajo kamero, malo se poboljša ekran, pa je v bistvu nekako to. Tako da zdaj ne vem, meni osebno bi rekel, mislim, ne vem, če primeram proti prejšnjemu modelu, ne bi rekel zdaj, da pa to zdaj, da sem pa dol padel, ne, pri tem. Ampak valjda, tehnologija je naprej, oni morajo dati nekaj ven. Evolution, ja. Evolution, tako da sigurno super, ne, pa če se podpiram, ali kakorkoli gre naprej. Pa pač Apple Watch, ne. Jaz sem sicer res mislil, da bo nova oblika. To so bile ful slike bilo tega, pa renderjev. To je bilo zelo mi je bilo, da bojo šli na to iPhone obliko, ne. Pa v bistvu veliko barv smo dobili novih, ne. Te 13 pa 13 mini iPhone-i so dobili nove barve, to je neka taka zanimiva zadeva. Pa 13 Pro 120 Hz, pa posod je 128 GB prostora za osnovno verzijo. Pa 1 tera je max zdaj, iz 512 1 tera. 120 Hz mislim, da je zelo, ko sem malo poslušal Android uporabnike, mi je bil to zelo velik razlog, da niso bili na iPhone-u, tako da mogoče to zdaj nov videli, koliko bo to zdaj, a bo so to kaj poznali. Kaj pa ti, Miha? Ja, ne vem, pač videl sem, da pač iPad mini ima USB-C, zdaj pač malo mi je čudno vseeno glede, da Evropska unija pritiska na njih, da zakaj niso šli še na iPhone-u na USB-C. To je pač tisto, ko sem mogoče pričakoval, da bojo presenetili, ne, po mojem, če bi dali USB-C, bi vsi govorili, zdaj sam tam USB-C-ju, ne. To bi bilo presenečenje tako, po mojem, bo vsi samo o tem govorili. Ja, sej, to je tisto, ne. Drugače pa ja, tako ko smo rekli, pač ni nekih pretresljivo novih, mislim, pač evolucija je, boljše stvari so noter, to je vse, ampak jaz mislim, da že na splošno tehnologija na mobilna tehnologija pač zdaj ni drastičnih sprememb, razen pač ti foldable telefoni, ko so, ne, je dejansko samo nadgradnja stvari, ki že obstajajo, boljši procesori, bolj pač nekje se tista inovacija ustavi in pač rata bolj sama evolucija obstoječe, ne, tako da what's the next big thing bomo še videli, ne. Ampak drugače je bilo pa fajn gledati ta event, pa kaj vse ponuja, ne, tako da meni je bilo cool, predvsem se družiti dvema, tako da pa malo kaj lepega povedati. Ja. Z veseljem. Ok, lej, hvala, da sta bila zraven, da smo se dobili. Mogoče še kdaj, pa da mogoče kaj boljš nagruntamo, da ne bo spet kakšnih copyrightov. Lej, zdaj vemo, no, vemo se naslednjič. Zdaj vemo. Sej bo to boljš, da lahko mi več govorimo. Ja. Čisto majhen kvadratek v spodi, livestream, pa mi bomo čez cel ekran, pa bo folk gledati. Mogoče bo to pomagalo, mogoče. Ali pa v zadnji projektor. Aja. Čeprav, ne vem, ne. Vse vidijo. Vse vidijo. Ok, lej. To je bilo danes to za ta video, upam, da bo čim prej objavljen, pa se vidimo v naslednjih videih. Miha, polajkajte na Instagramu, subscribajte se na njegov YouTube kanal. Črta imate pa Raj doktorju, najdete, če rabite kakršen koli popravil za Apple napravo. Super. Hvala za povabilo, pa se vidimo naslednjič. Hvala, da ste prišli. Hvala za družbo. Z veseljem. Čau. Čau.